Kot je že Rok povedal, bomo danes govora o Rubikovi kocki. Predvsem bomo govorili o Rubikovi kocki 3x3x3. Boste videli kasneje, da obstajajo še druge. Tako, o meni je že povedal Rok, tako da ne bom ponavljal. Kratka vsebina današnjega izleta. Bomo šli najprej skozi eno kratko zgodovino Rubikove kocke, kako je sploh sestavljena Rubikova kocka, pa bom to kocko malo razstavil na kose, da boste videli, kako je sestavljena. Potem, kaj so to permutacije Rubikove kocke. Malček se bom dotaknil teorije grup, čeprav ne preveč, je to matematično vesolje, ampak tako da moram malo tudi o matematiki povedati. Algoritmi na Rubikovi kocki, kar sodi tudi v matematiko, ampak tudi v računalništvo, od koder prihajam, in na koncu še tole hitrostno sestavljanje. Tako da, dajmo probati, če to dela. Tako, najprej malo iz zgodovine. Zdaj ne vem, koliko od vas ve, leta 1974, ko sem se jaz rodil, je Erno Rubik izumil Rubikovo kocko, no, izumil, pač pred njim so jo že drugi predlagali, ampak on je tisti, ki je zaslovel z njo. To je bil pač profesor arhitekture, inženir, oblikovalec, matematik, izumitelj in tako naprej. Originalno ime, ki je dal tej kocki leta 1974, je bilo magična kocka ali v madžarščini buvoš kocka. Ne vem, če sem sploh prav izgovoril. No in tole je Erno Rubik, nekako danes. Kasneje, leta 1978, do leta 1980 ta Rubikova kocka se je prodajala samo po Madžarski, tako da ni zagledala nekako luč sveta izven Madžarske, ampak tej matematiki, ki so karkoli slišali o Rubikovi kocki, so se grebli, da bi dobili kakšen izvod. Takrat ni bilo tako lahko to iz Madžarske dobiti. Eden izmed njih je bil David Singmaster, ki je potem tudi zapisal tako imenovano Singmasterjevo notacijo, ki bomo kasneje spoznali, ki je zelo uporabna pri reševanju Rubikove kocke. No in potem leta 1980, to je pa ta pravi boom, Rubik se poveže z pač tole podjetjem Ideal Toys iz Združenih držav in takrat kocka, bom rekel, zagleda luč sveta tudi izven Madžarske in se začne prodajati. Najprej so v tem podjetju hoteli dati ime tej kocki gordijski vozi oziroma Gordian Knot, inkovsko zlato, ampak nekako so se na koncu odločili, da bojo poimenovali kocko Rubikova kocka. Čeprav Rubiku to ni bilo preveč všeč, on jo še vedno imenuje moja kocka, ker pravi, da ne moreš svojega sina imenovati, ne vem, Rubikov sin. Tako da tudi svojo kocko on kliče moja kocka potem. No, potem kasneje, kmalu zatem, v 80-ih letih, v začetku 80-ega leta že proda 100 milijonov kock, torej skoraj tretjino, malo manj kot tretjino kot danes. Takrat je v bistvu, so zlata leta Rubikove kocke, takrat se najbolj prodaja, najbolj rešuje. Prve objavljene metode sestavljanja, vsi, ki karkoli objavijo na temo Rubikove kocke oziroma sestavljanje Rubikove kocke, so takoj v top 10 lestvici bestsellerjev New York Timesa. No, in dosti kasneje, ko že malo poleže ta, bom rekel, euforija glede Rubikove kocke, Jessica Friedrich objavi svojo metodo CFOP za hitrostno reševanje, ki je še danes ena najbolj razširjenih metod za speed cubing oziroma hitrostno reševanje Rubikove kocke. Čeprav tukaj je že malo mlajša, danes je precej starejša, še vedno reši Rubikovo kocko v manj kot 20 sekundah. In to ne to hitro, ampak to, ki se zatika. Tako kot zanimivost. No, malo kasneje, 6 let kasneje, potem tale Gilles Roux izda svojo metodo, ki pravimo Roujeva metoda za hitrostno reševanje. Eno leto kasneje se ustanovi World Cube Association ali WCA. To je zelo pomembno. Danes vsi, ki hočejo kakršenkoli rekord doseči v reševanju Rubikove kocke, pač grejo prek tega WCA-ja. Leta 2006 potem še tretja metoda za hitrostno reševanje, Zbigniew Zborowski, objavi svojo metodo ZZ, pač Zbigniew Zborowski. No in potem leta 2007 do 2010 se začnejo pojavljati pa prve te hitrostne kocke oziroma speed cubes,
bom kaj bolj potem, to so recimo te kocke, ki so tudi tukaj, ki imajo noter magnete, lepo same skačejo na mesto, zelo lepo se vrtijo, nastavljati se dajo, niti približno, bom rekel, primerljive z originalno Rubikovo kocko. No in potem od leta 2011 naprej se pa te hitrostne kocke še izpopolnijo in pride ven druga generacija. Pri prvi generaciji, mislim, ni bilo še magnetov, pri drugi pa so že magneti, pa dodatne nastavitve in tako naprej. Ok, zdaj pa kako je sestavljena Rubikova kocka? Dajmo jo razstaviti, ne? Zdaj, mogoče jaz tle probam zdaj tole drugo kamero, če bo delala. Ne. Ok, bomo pa tako. Torej, ko se razstavlja Rubikovo kocko, se ponavadi najprej vrže ven tale rob in potem kocka sama razpade na kose, recimo. Bomo zdaj razstavili. Okay. Mogoče še kakšnega zgubimo po poti, nič hudega, bomo že pol. Hvala. Tisti med vami, ki se boste lotevali Rubikove kocke, nekateri predlagajo, da jo najprej razstavite takole in jo probate nazaj sestaviti, da sploh vidite, kako je sestavljena. Torej, en sredinski košček, to je ta bel košček tukaj noter, ki tam piše gor nevidni križni košček. Potem je 6 teh sredinskih kosov in tej so fiksni, torej obračajo se okoli svoje osi, ne zamenjujejo pa pozicije, ne? Tako da, če ne rotiramo cele kocke. Potem imamo 12 robnih koščkov, to so te koščki, ki imajo samo 2 barve. Gor, mogoče tlele še, imam še tašne grafike, ne? To je ta križni košček, ta sredinski, potem je tale, čisto center košček, potem ta sredinski košček. Te so povezane skupaj z vzmetmi, pri teh novih speed cubih pa z magneti. Te imamo tale robni košček, to je pa tale, ki ima dve barvi in teh je 12. Torej, če si predstavljate, med vsako to sredinsko gre na to mesto, torej 4 grejo spodaj, 4 v sredinsko plast, pa 4 zgoraj, torej imamo 12 in še 8 vogalnih koščkov. Vogalni koščki so pa te, ki imajo 3 barve in jih je 8. Na vsakem vogalu kocke po 1 in izgledajo tako, no tukaj ni v barvi. Tako da to je fajn, da vemo, kako je sestavljena. Torej, če imamo 3x3x3, 27, ne, 1 plus 6 plus 12 plus 8, 27. S tem, da onega noter ne vidimo, ne. To je pa še ena tašna predstavitev v 3D, kako izgledajo te koščki. Tukaj se lepo vidi sredinski del in potem ta kos se poveže tukaj noter. Zdaj tega vzmeti ni, ne, ampak ponavadi te tradicionalne Rubikove kocke, te, ki so patentirane kot Rubikove kocke, imajo tam noter vzmet. Tako da to vam jaz ne priporočam, da razdirate, če boste kaj zlomili, pa ne boste uspeli dati več nazaj. Tako da nekje do križa. No, potem seveda, kot vsaka kocka ima svoje stranice, Rubikova kocka prav tako 6 stranic in na vsaki stranici je ena barva. Tradicionalne Rubikove kocke imajo vedno enake barve. Torej imamo modro, nasproti je zelena, bela, nasproti rumena, rdeča in nasproti oranžna. In če pogledamo od bele, je dol rdeča in na desno je modra. Vedno so iste barve, imamo kakšne čudne kocke, ki imajo črno namesto bele, recimo, ali pa kakšne kocke, ki imajo drugače postavljene barve, ampak enkrat, ko se lotite sestavljene kocke in se navadite na to barvno shemo, ki je vedno ista, če dobite neko kocko, ki ni po standardu, vam zna delati težave. Stranice so označene z angleškimi oznakami, to bomo kmalu zdaj prišli na to Singmasterjevo notacijo, in sicer up, down, torej ponavadi je bela na vrhu, rumena spodaj, lih obratno, če rešujemo po začetniškem algoritmu, torej up, down, front in back in right in left. In začetnice nam predstavljajo stranice, po slovensko bi bilo to zgornja in spodnja stranica, leva in desna in pa zadnja in prednja. Spet
zelo dobro vedeti te angleške kratice, če boste iskali na internetu, kasneje bom omenil algoritme, vam bo to bolj pomagalo. Če boste potem kdaj naleteli na kakšno slovensko literaturo, kjer prevajajo te kratice, jaz ne priporočam, ker se potem zmedemo. In mislim, da so začeli tudi v slovenski literaturi uporabljati angleške kratice, kar se mi zdi boljše, ker je potem to standardno. To je glede stranic. Potem imamo pa fajn je omeniti pri Rubikovi kocki, da je sestavljena iz 3 plasti. Zakaj? Zato, ker ko sestavljamo Rubikovo kocko, jo ponavadi, vsi algoritmi, tudi tej za hitrostno sestavljanje, jo sestavljajo po plasteh. Torej, najprej zgornjo plast, srednjo plast, pa spodnjo plast. No in tukaj pridemo do te Singmasterjeve notacije in sicer glede na tiste kratice, ki označujejo stranice kocke, potem mi delamo premike na kocki, torej lahko premaknemo v desno ali v levo oziroma označimo tako, da če premaknemo recimo desno stranico, ki je označena z R kot right, 90 stopinj v smeri urinega kazalca, to označimo s črko R. Če premaknemo v obratni smeri urinega kazalca, pa z R črtica. Torej, če smo zdaj, torej desna stran, v tem primeru modra je tale, torej, če bi jo obrnil v smeri urinega kazalca R, v obratni smeri urinega kazalca je pa R črtica. Zdaj, te smeri, potem je pa še dvojni obrat, ki se včasih mnogokrat šteje kot ena poteza, kot en premik, čeprav sta to v bistvu 2. Je pa vseeno, v katero stran obrnemo, ker ali obrnemo 2x R ali pa 2x R črtice je isto in zapišemo kot R2, torej 2 obrata desne stranice. Enako velja za vseh ostalih 5 stranic kocke, kar je tle malo triki, oziroma si je treba zapomniti, je, da so te premiki vedno iz zornega kota, bom rekel tistega, ki kocko rešuje, kot če bi se postavil pred tisto ploskev. Torej, če se jaz zdaj stojim tako, je to prednja ploskev, torej F, front, in je to smer urinega kazalca. Pri zadnji ploskvi, če bi se jaz postavil tle zadaj, je smer urinega kazalca ravno obratno. To na začetnikom dela preglavice. Torej, ploskev je to intuitivno, kaj je urin kazalec, kaj ni, za zadnjo ploskev pa lih obratno. Enako je za desno, torej smer urinega kazalca je tukaj, pri levi je pa ravno obratno. Ker če bi se obrnil in pogledal iz te strani, je pač to smer urinega kazalca. Zato so tam te puščice tudi tako narisane, ne? Ampak enkrat, ko se človek navadi, postane to kar hitro. Okej. No, in temu pravimo Singmasterjeva notacija, torej s pomočjo rotacije v smeri urinega kazalca ali pa v obratni smeri ali pa dvojne rotacije vseh 6 stranic lahko dejansko dosežemo vse možne, bom rekel, postavitve teh koščkov na Rubikovi kocki, ki bom kasneje rekli permutacije. Torej, vsako stanje Rubikove kocke pravimo ena permutacija. To je recimo rešena permutacija oziroma rešena kocka, to je zdaj druga permutacija, tretja, četrta, peta in tako naprej. Teh permutacij je kar nekaj. Bomo tudi pogledali koliko. In vsak premik, ki ga naredimo, torej eden od tistih črk, R, črtice in tako naprej, nas pripelje iz ene permutacije v drugo. Torej vsak premik spremeni permutacijo kocke. Torej, če naredim obrat desne stranice v smeri urinega kazalca R, pridem iz takšne permutacije, ki predstavlja rešeno kocko, v neko drugo permutacijo, ki je na tej sliki označena, ne? Torej smo zarotirali v smeri urinega kazalca desno stranico. No, če bi naredili pa teh premikov še več, bi pa prišel neko takšno zmešano stanje, ki je tudi pač ena od permutacij kocke. No, zdaj pa, kaj mislite, koliko vseh različnih permutacij? Na začetku, ko še niso vedeli, tam med 74 in 80, ko so začeli oglaševati Rubikovo kocko, so rekli, več kot 3 milijarde permutacij, ne? Kar je dejansko res, ampak mnogo več. Pa dajmo pogledati, kako bi prišli do tega števila. Torej, dajmo si zdaj najprej predstavljati, da imamo kocko razstavljeno, pa da te naše koščke, ki jih imamo zdaj na mizi, ustavljamo nazaj noter.
Torej, rekli smo, da sredinski kosi ne menjajo pozicije, torej imamo samo eno možnost za postavitev sredinskih kosov. Se ne premikajo. Potem robnih koščkov, to je teh, ki imajo dve barvi, smo rekli, da jih je 12. Torej, kaj to pomeni? Zdaj, za postaviti prvega imamo 12 možnosti. Torej, ga lahko postavimo na 12 različnih načinov. Ko smo prvega postavili, imamo koliko možnosti še za drugega? 11. In tako naprej do zadnjega, ker nimamo več možnosti, ga samo ustavimo. In matematike dobro veste, ne, da je to 12 faktoriela, ne, oziroma fakulteta. No, gremo naprej. Vogalnih koščkov je 8. Čisto podoben razmislek. Torej, prvega na 8 mest, 7. Torej, imamo 8 faktoriela, ne. No, potem imamo pa še. Potem so pa še te koščki, robni in vogalni, imajo barve gor. Ne, zdaj, vsak košček od roba ima dve barvi. Torej, ko smo ga mi postavljali na mesto, bi ga lahko postavili tako ali pa obratno. No, ne, te barve bi lahko rotirali. Torej, za prvo pozicijo bi imeli dve možnosti, za drugi košček bi imeli spet dve možnosti in tako naprej, ker je teh koščkov 12, do 12, ne? Kar pa je 2 na 12, ne? In podobno za vogalne koščke, s tem, da vogalni košček ima pa 3 barve, torej ga lahko postavimo na 3 različne načine. Torej, če bi podobno napisali, bi zdaj videli, da tukaj je pa 3, ampak ker je koščkov samo 8, je tle 3 na 8. Ok. Je še kaj? Ni, ne? Torej, kaj moramo zdaj narediti? Vse te številke skupaj zmnožiti in imamo 12 faktorijelov, 8 faktorijelov krat 2 na 12 krat 3 na 8 in dobimo eno takšno ogromno številko. Koliko je to? Se ne spomnite več iz srednje šole ali pa iz osnovne. Ok, 1000, milijon, milijarda, biljon, biljarda, trilijon. To je 219 triljonov, nekaj več kot to. Ne? Ok, kar lepa številka, ne? Ampak ni čisto vse tako lepo, kot se zdi. Izkaže se, da določene, če bi mi tako kocko sestavili, kot smo zdaj povedali, bi lahko prišli do nekih permutacij, ki niso možne samo z obračanjem kocke. Torej, recimo, če jaz naredim to in obrnem en vogal, ne morem več sestaviti kocke s premikom. Isto se zgodi, če bi obrnil tle zdaj recimo en kot, ali pa če bi zamenjal dva kota. No, in če upoštevam to, da niso vse dosegljive, torej permutacije z enim obrnjenim vogalom niso dosegljive. To pomeni, da ko smo tukaj računali tele vogale, ta zadnji ni imel več 3 možnosti, ampak samo še eno. Torej tukaj namesto 3 imamo samo še eno možnost, ker zadnji je fiksen, ne moremo ga več obračati. Ne? Okay. Tudi tiste z enim obrnjenim robom niso dosegljive, torej tudi ta dvojka tukaj gre v enko, torej tukaj smo delili s 3, dejansko smo tukaj delili s 2, torej imamo že 6-krat manj možnosti, potem pa imamo še permutacije z dvema zamenjanima robovama, kar nam tudi zmanjša za 1/2 število vseh možnih permutacij. Če bi zdaj to zmnožili, bi videli, da imamo 12-krat manj permutacij, kot so tiste, ki bi jih dobili, če bi sestavljali kocko tako na roke. No, torej vseh legalnih permutacij, če bi tisto številko zdaj delili z 12, bi dobili to. Če boste šli iskat po Googlu, boste to številko dostikrat naleteli na njo. To je 43 triljonov. Če boste pa angleško literaturo zasledili, oni pa štejejo drugače. Imajo pa 1000, milijon, pol imajo biljon, triljon, kvadriljon, kvintiljon. Torej imajo pa 43 quintillion, ker v njih biljard in triljard ne štejejo, pač tako imajo.
v slovenščini so pa to trilijoni. Ok, torej zelo veliko število in zdaj tam so te fun facti, če bi recimo vse kocke takšne standardne veličine 5,6 cm dali tako v eno vrsto in bi vsaka kocka bila v eni od možnih permutacij, bi dobili 216 svetlobnih let. Če bi jih pa naredili kot nek tepih, torej v 2D, bi pa 256 krat lahko Zemljo prekrili s tem. Tako da po tej meni so, ne vem, v Angliji pravijo, da če bi to toliko materijala kot te kocke pokurijo Zemlje ven skopali, da bi Anglijo, ne vem, 40 km noter izkopali, pa tašne, ne. To so pač zanimive stvari, ko so ljudje malo računali, ne. Ampak dejansko ena ogromna številka. Torej, kako sploh lahko rešimo to kocko? Mogoče tako, da odlepimo dol vse nalepke, pa smo rešili, ne. No, tle nam potem pomaga matematika seveda in sicer teorija grup. Zdaj, tle med vami vidim kar nekaj matematikov. Torej, kaj je grupa? Če bom kaj narobe povedal, me popravite, ampak mi zdi, da bom prav, no. Torej, neka algebrska struktura, v bistvu je nek par, kjer je prvi del para neka množica, končna ali neskončna, drugi del pa je neka operacija. Recimo, najboljši primer grupe so cela števila in operacija seštevanje. Ok, zdaj to ne bom vse bral, ampak zato, da je ta množica in operacija, da tvorita grupo, mora zadoščati določenim pogojem, ki jim pravimo aksiomi grupe. 4 so. Prvi je zaprtost ali closure po angleško. To pomeni, da kakršnakoli dva elementa vzamemo in jih s to operacijo, bom rekel, povežemo in dobimo nek tretji element, mora biti ta tretji element tudi element grupe. Torej, moramo biti vedno znotraj grupe. Potem je asociativnost, ni važno, kako po vrsti to operacijo računamo, ali najprej prva dva, pa potem tretji, ali najprej prvi, pa potem druga dva. Moramo dobiti isti element grupe na koncu. Potem je identiteta, torej obstajati mora nek element v grupi, ki, če uporabimo ta element, operacijo na nek drugem elementu, ni važno v katerem vrstnem redu, dobimo ta isti element, na katerem smo to operacijo identitete uporabili. Recimo za cela števila je identiteta in seštevanje identiteta nič, in vemo, da če seštevamo, velja asociativnost in karkoli bomo sešteli, bomo ostali znotraj celih števil. Mora pa obstajati tudi invers, torej poseben element za vsak element, mora obstajati nek drug element in če jih skupaj povežemo z operacijo, bodi si prvi drugi ali pa drugi prvi, moramo dobiti identiteto. Torej pri celih številih imamo za pozitivno število je invers enako negativno število in dobimo identiteto nič. In obratno, ne. To je zdaj primer grupe. Zdaj, narisal sem ene takšne lepe slikice, da se bomo pol pri Rubikovi kocki, ko bomo ugotovili, da te Rubikova kocka tudi tvori grupo, premiki, da veljajo te 4 aksiomi. Torej, teorija grup aplicirana na Rubikovo kocko. Tukaj imamo pa prve množice, v bistvu množica končnih zaporedij premikov. Operacija je pa to, da izvajamo zaporedno nekaj. Torej, če si predstavljamo en element te grupe, sta recimo RR, potem pa je naslednji element grupe, je, ne vem, BB, in če izvajamo enega za drugim, to je tista pikica, torej ta, bom rekel, konkatenacija oziroma po slovensko, se ne spomnim, stik. Hvala. Torej, ali je to res grupa, da si pogledamo za te 4 aksiome. Torej, vsako zaporedje premikov kocke, kakorkoli jih bomo naredili, vedno nas bo pripeljalo do neke veljavne permutacije na kocki. Torej, ven ne moremo, ne. Smo znotraj tistih 43 trilijonov kombinacij, sicer ogromno, ampak zadeva je zaprta, ne. Potem asociativnost, ni važno, kako premike delamo po vrsti, ali najprej naredimo 2, pa potem tretjega, ali najprej prvega, pa potem zadnja 2, vedno pridemo v isto situacijo, ne. Torej, recimo to, ker tukaj gor piše, torej naredim R, U, R črtica, ali pa naredim R, pa potem U, pa R črtica, pa dobim isto, ne. Tako, zdi se ful logično, ampak dejansko moramo pokazati, da je grupa. Torej, kaj je tista identiteta oziroma nevtralni element, je dejansko, če ne naredimo nobenega premika, ne naredimo nič. Torej, če bomo zdaj
v naslednjem koraku, kaj pomeni pa invers. Torej, če imamo neko sekvenco oziroma zaporedje premikov, če naredimo te premike v obratnem vrstnem redu, torej najprej prvega obratno, drugega obratno in tretjega obratno, najprej zadnjega obratno, drugega in prvega, pridemo v isto pozicijo, kot smo začeli. To pomeni, da vsako zaporedje premikov ima neko inverzno zaporedje premikov, ki nas spravi v pozicijo, v kateri smo štartali, torej inverzni element obstaja. In s tem dejansko smo pokazali, da se da teorijo grup aplicirati na Rubikovo kocko. Ok, in tle se tudi ustavim pri teoriji grup, ampak če bi šli zdaj globje v to, nam dejansko ta teorija grup pomaga pri teh algoritmih, ki jih bomo kasneje opisali. Torej, kaj pa je zdaj algoritem? Mi bomo definirali algoritem kot zaporedje premikov kocke. Torej, dejansko ta P bi bil nekako zaporedje premikov, bi bili algoritmi lahko, tako bi temu rekli. Torej, zdaj, koliko dolgo to zaporedje, seveda je končno, ker ne moremo ven iz tistih 43 milijonov, ampak ima svojo dolžino, torej število premikov v tem algoritmu in svoj red. Kaj pa pomeni red? Red je pa to, da če jaz naredim neko zaporedje premikov in to zaporedje premikov ponavljam, to red je število ponovitev, ki nas pripelje v začetno pozicijo. Bomo naredili primere. Torej, najenostavnejši primer, vzamem torej premik v desno in je dolžina 1, ker je to samo en premik, red je pa 4, ker če 4-krat ponovim ta premik, pridem nazaj v osnovno pozicijo. Ta je zanimiv, temu pri tistih, ki sestavljamo kocke, se reče sexy move, to je pa algoritem, ki naredi to. U, R črtica, U črtica. In če to ponovimo 6-krat, pridemo v osnovno pozicijo. To pomeni, da je red 6 in dolžina 4. In zdaj, recimo, to je tudi ena od vaj, ki se jo dela za speed cubing, da to čim hitreje. Jaz nimam toliko hitrih prstov, da se to naredi čim hitreje. No in potem imam po en tašen algoritem, pri čemer štejemo ta U2 kot eno potezo, dolžina 5, red je pa 1260. Če se komu da? Torej 1260 moram teh 5 potez ponoviti, da bom prišel nazaj v originalno, v tisto stanje oziroma na tisto permutacijo, kjer sem začel. Izkaže se, da je to tudi najvišji možni red, ki ga ima katerikoli algoritem na Rubikovi kocki. Dokaza, moram priznati, da nisem šel niti gledati, obstaja matematični dokaz, ampak enostaven. Ok, zdaj pa vprašanje, imamo en kup teh algoritmov, svoj red, dolžina in to. A obstaja tako imenovan algoritem, ki bi ga ponavljal in bi prej slej prišel vedno do rešene kocke. Takšnemu algoritmu pravijo v literaturi božji algoritem in za božji algoritem ne bi veljale 3 stvari. Torej, če začnemo iz poljubne permutacije, torej iz poljubno zmešane kocke in ga ponavljamo večkrat, moramo prej ali slej priti do sestavljene kocke. Zdaj, tle imamo 2 verzije, da ga ponavljamo celo število krat, to pomeni, da se vmes ne smemo ustaviti, ampak ne vem, če je nek algoritem dolg 5, moramo vedno narediti 5, pa 5, pa 5, ampak mi bomo rekli, ok, ni treba. Kjerkoli vmes, če pridemo do sestavljene kocke, je ok. Drugič, mora biti zadosti preprost, da se ga lahko zapomnimo in da z njegovo pomočjo rešimo vsako Rubikovo kocko velikosti 3x3x3. In tretjič, mora biti relativno kratek, kar je v bistvu povezano z drugo točko. Če ima ta algoritem milijon, če je dolžine milijon, torej ima milijon premikov, ni lih uporaben, ker ne vem, kdo se bo to zapomnil. No pa dajmo pogledati, če tak algoritem obstaja. Torej, mi smo že prej videli, da najvišji red poljubnega algoritma je 1260. Torej, najdaljši algoritem, ki ga lahko na kocki je, ki ga bomo ponavljali in ponavljali, je 1260. To pa tudi pomeni, da bo obšel 1260 različnih permutacij.
torej 1260 različnih permutacij, preden se vrne v original stanje. Zdaj, število vseh različnih permutacij vemo, da je nekaj čez 43 trilijonov, torej krat 10 na 18. To pa pomeni, če naredimo eno takšno enostavno deljenje, da bi mogla biti dolžina našega božjega algoritma 43 bilijard, ne? Bilijon, biljarda, ne? Torej za 1000 manj pa 34, malo čez 34. No, pa smo tam, ne? Torej, kršimo zdaj drugo in tretjo točko, torej ni zadosti enostaven, da bi si ga zapomnili, zadosti bo pa zapomnil točno število, ne? Torej, nažalost, ne obstaja neka krajšnica, da bi zdaj mi samo tam neki in da bi to obstajalo, ne? Celo boste mogoče zasledili na YouTubeu, da nekdo reče, ja, odkril sem algoritem, ki to samo ponavljaš in deluje. In ima, ne vem, 6 potez in to je to. Ne bo šlo. Druga takšna zanimiva stvar, ki so jo matematiki in reševalci Rubikovih kock pač zasledovali leta in so zdaj pred kratkim tudi dokazali, koliko je tako imenovano božje število. To je pa tako. Zdaj, če začnemo recimo pri meni. Jaz sem sestavljalec Rubikove kocke začetnik, bi lahko temu rekel, ker nisem še nobenih tistih speedcubing algoritmov naštudiral in jaz za sestaviti Rubikovo kocko rabim približno 100 premikov. In nekdo, ki se nauči po začetniškem algoritmu, ki ga bom potem malo na hitro predstavil, rabi v povprečju 100 premikov. Zdaj odvisno, kako je zmešano, ampak tam malo več kot 100, manj kot 100, v povprečju 100. Izkušenejši, te, ki delajo rekorde, pa imajo te hitrostne algoritme, CFOP in podobne, rabijo približno pol manj, malo več kot pol manj, torej v povprečju 55 premikov, plus tega, da znajo hitreje premikati kocko. Kolikšno pa je najmanjše možno število premikov, ki nas spravi iz poljubne permutacije do sestavljene kocke. Torej, če bi Bog imel kocko, bi probal narediti v najmanj možno premikih, ne? No, in pol so to začeli, da so dali najprej spodnjo mejo, pa zgornjo mejo, pa so pol to bližali. No, in leta 2010 so Rokitski in sodelavci pokazali s pomočjo Googlovih mašin, ki so laufale 35 CPU let, karkoli že to je, ne vem koliko CPU-jev, pač niso 35 let laufali, ker so imeli več procesorjev, ampak ker en cajt je to laufalo in so pokazali, da je v bistvu božje število 20. Torej, največje število potez, ki jih iz bilo katere permutacije potrebujemo, da pridemo do sestavljene kocke, pač v idealnem scenariju je 20. Torej, ali manj, ne? Torej, iz določenih zmešanih permutacij lahko manj, recimo iz te bomo naredili v eni potezi, z kakšne druge pa, ampak ne več kot 20. Torej, če poznamo idealen, bom rekel, sekvenco potez, je 20 največ, kar je, ne? To niti najizkušenejši ne morejo, ker mi nismo Bog, ne vemo tega. To je pač računalnik posimuliral in pač probal vse možnosti in pokazal, da 20 je največ. No, gremo pa zdaj k bolj uporabnim algoritmom za sestavljanje kocke. Torej, božji algoritem vidimo, da ne obstaja, do božjega števila bomo težko prišli. Kaj so potem algoritmi, ki se uporabljajo danes? Torej, tisti, ki se boste lotili tega, boste najprej začeli pri tako imenovan beginners algoritem ali začetniški algoritem, bom potem predstavil. Potem ponavadi ljudje grejo na ta CFOP algoritem ali Friedrich algoritem, po tej Jessica Friedrich, ki smo jo prej videli. Potem je še RU algoritem, pa ZZ algoritem, najbolj znani trije algoritmi za hitrostno reševanje, plus pač ta začetniški, kjer nekako ljudje začnejo. No, in tale je recimo začetniški algoritem ima 7 korakov. Torej, v prvem koraku najprej sestavimo, temu rečemo zgornji križ. Po navadi, če bom rekel, želimo te YouTube tutoriale gledati, je fajn, da se na začetku navadimo, da bela barva je zgoraj. Ker vsi videi boste imeli, bojo bela barva zgoraj. Jaz recimo v 4. razredu, kot je povedal Roko, sem se naučil z modro zgoraj. Ampak sem kar hitro zdaj prešaltal na belo. Pravi kuberi,
pa potem postanejo barvno nevtralni, torej pogledajo, katera barva se jim bolj splača, da je zgoraj, ne, in bojo hitreje rešili s temi hitrostnimi algoritmi in potem tisto dajo zgoraj. Ampak za začetek vam priporočam, da je bela zgoraj. Ponavadi te Speed Cube imajo tukaj kakšno nalepko gor, ali tako, ali piše, ne vem, tam na modri, ali piše gun, pa ponavadi belo, no. Začnemo in naredimo najprej križ, in sicer takšen križ, da se poravna z centri od srednjega sloja. V drugem koraku potem damo še te vogalne koščke noter in sestavimo celotno zgornjo ploskev ali vrhnjo plast. Potem se lotimo srednje plasti, to je ta druga, in v bistvu imamo algoritme, ki nam ustavljajo tele robne koščke noter med sredinske kose. Torej imamo 4 robne koščke, ki jih moramo pravilno ustaviti in naredimo drugo plast. Torej, prvo in drugi korak nekako delamo intuitivno, torej gledamo, kje so te koščki, pa jih probamo spraviti noter in se to lepo da. Pri tretjem koraku moramo že poznati na pamet določeno sekvenco potez, torej določene mini algoritme že, ne. Potem sestavimo, potem kocko obrnemo narobe ali pa jo pustimo dol, odvisno, kateri tutorial gledamo, in probamo sestaviti križ na spodnji ploskvi, oziroma če smo si jo obrnili narobe na zgornji, torej če smo začeli z belo prej, je to zdaj rumena na drugi strani, torej moramo narediti križ. Ni pa še poravnan po barvah teh ostalih stranic, to je potem 5. korak, da poravnamo ta križ, torej te 4 moramo tako pravilno obrniti, da bo zelena na zeleni, rdeča na rdeči, modra na modri, pa oranžna na oranžni. 5. korak, spet nek algoritem, torej sta že 2. Potem je predzadnji korak, je treba še te preostale 4 vogalne koščke spraviti tako, da bo kocka sestavljena, in sicer v 6. koraku jih najprej spravimo na pravo mesto, to pomeni, da se barve ujemajo, ni pa nujno, da so pravilno orientirani. Torej, če imamo tukaj košček, ki je rumen, moder in rdeč, je ta košček na pravem mestu, ni pa zdaj pravilno rotiran. Torej, vsi 4 koščke morajo biti na pravem mestu, temu se reče pozicioniranje teh zadnjih vogalnih kosov. No in seveda, če hočemo kocko sestaviti, jih moramo potem v 7. koraku še pravilno obrniti, ne. To je pa potem še ta pravilna orientacija in dobimo sestavljeno kocko. Okej. Mogoče potem na koncu še pokažem. No, potem je pa CFOP algoritem, je pa kratica za C, je kratica za cross, isto kot prej sestavimo križ, s tem, da pri hitrostnih algoritmih ponavadi zadevo začnemo od spodaj. Torej, je bela spodaj in delamo od spodaj navzgor. Potem je F, je F2L ali First Two Layers, torej hkrati sestavimo zdaj, bom rekel, prvo ploskev in srednjo ploskev. Torej, ne delamo posebej, ampak v enem koraku naredimo oba prva layerja kar iz križa. Potem je pa OLL, Orientation of the Last Layer, torej ponavadi imamo zdaj ta zadnji layer na vrhu. Torej, zdaj pa naredimo tako, da to rumeno barvo spravimo, da so vse kocke rumene, ni pa nujno, da so vse te stranske pravilne. Torej, pravilno so orientirane, rumena barva je zgoraj, okoli pa ni prav, ne. No in v zadnjem koraku PLL ali Positioning of the Last Layer, pa potem še te barve okrog spravimo na pravo mesto. Torej, vseh teh 8 koščkov naredimo tako, da so tudi te barve okoli pravilne, torej, da se kocka sestavi. Kocko sestavljamo v tem načinu od spodaj navzgor, torej začnemo v spodnji plasti, srednjo pa potem zgoraj. In pri CFOP obstajata 2 variante. Torej, najprej je nek začetniški CFOP, kjer malo več potez naredimo, ampak si je treba manj zapomniti na pamet. Potem je pa ta napredni, ker pa si je treba pri OLL pa PLL zapomniti, ne vem, 27 postavitev na pamet in odvisno od tega, kaj je, potem se delajo različni algoritmi. To je pa potem tisti, ki ga uporabljajo, tisti, ki tekmujejo. Ampak najprej začnemo korak po koraku. No, potem so še znani algoritmi, ki imajo svoje imena. Enega smo prej spoznali, Sexymove, RU, torej to delamo več ali manj z desno roko. Potem je enakovredno na levi strani, to ni napisan, pa reverse Sexymove, malo drugače se dela. Dodge je uporaben, ko pri začetniškem algoritmu, ko tiste 3 spodaj spravljamo na pravo mesto.
pri 6. koraku začetniškega algoritma, Sun se uporablja pri CFOP-ju in Sledgehammer pri F2L fazi CFOP-ja. Obstajajo še anti-Sun, različni algoritmi, ki so jim dajali pač kuberji svoja imena. Mislim, da je ta sexy move najbolj uporaben. No? V različnih, bom rekel, scenarijih se ga da uporabiti. Mogoče na koncu pokažem, pri finiširanju, pri začetniškem algoritmu z sexy moveom spravimo zadnje 4 vogale v pravo orientacijo. No, in zdaj smo pri zadnjem delu, torej hitrostno sestavljanje oziroma speed cubing. Torej, kot smo videli, tam od leta 2007 naprej so se začele pojavljati te tako imenovani speed cubi oziroma hitrostne kocke, predvsem kitajske izdelave. Niso to originalne Rubikove kocke, pač tisti, ki so patentirali Rubik, ne, pravijo, da to ni Rubikova kocka, ne, ampak če boste sestavljali, nočete imeti Rubikovo kocko, hočete imeti kitajski ponaredek, ne, oziroma Chinese knock-off. So dosti hitrejše od originalnih kock, so nastavljive, nastavlja se lahko cel kup enih stvari, recimo primer pri Tenganu, lahko štemamo, koliko močen je magnet v robu, zato da se to lepo pade na mesto. Le lahko odprem in štemam, koliko narazen gre kocka, koliko je močno zategnjena, kako hitro se vrti in tako naprej. Torej to, če se boste lotili kakšnega, bom rekel, sestavljene Rubikove kocke, mogoče za začetek lih ne Ganovo, ki stane 60-70 evrov, ampak recimo ta Nextcube, sicer nima magnetkov, ampak se lepo vrti in stane, ne vem, 10 evrov, mislim, da v Šparu. Zdaj pa, če se pa hočemo resno lotiti in postati tako imenovan speed cuber, kar se jaz nimam za, ne, nisem še tam, je pa par zadev, ki jih moramo poznati. Torej, kako sploh izbrati hitrostno kocko? Torej, najprej se je treba nabaviti kocko. Če hočeš biti speed cuber, moraš imeti speed cube, torej Rubikova ne bo okej. Obstaja en kup vodičev na spletu, katere so price performance, torej niso predrage, pa so vseeno zadosti dobre, ali pa dobro, če imate dosti denarja, pa lahko kupite takoj to boljšo, ampak je itak bolj odvisno od vas, kako jo boste vrteli. Potem te, ki so nastavljive, ko boste začeli malo bolj reševati, pa te hitre prste, boste ugotovili, da vam mogoče kakšna nastavitev bolj paše kot kakšna druga, pa se boste naštimali po svojih nastavitvah, to je v angleščini setting. Obstaja tudi maziva za kocke, ne boste verjeli, in to ne eno, ampak cela paleta. Ne? Eni so, ne vem, za hitrost, da se ne zatika, za ono levo desno. Jaz osebno nisem še tam in tudi se mi ne da packati, ampak tisti, ki pol res rešujejo, potem to kupujejo in podmazujejo. In to je treba podmazovati sproti. Treba se naučiti seveda enega od algoritmov, recimo CFOP se ljudje precej učijo. Torej začnemo pri začetniškem seveda, in ponavljamo toliko časa, da nam to pride v kri in da znamo rešiti skoraj zaprtimi očmi, potem pa se lotimo enega ta pravega. Ne? Spet najprej začetniški del in vaditi te tako imenovane finger tricks ali hitre prste. Torej, če hočemo imeti čase pod 30 sekund, ni dovolj, da poznam algoritem in sem hiter v tem, ampak moram znati te stvari, ne? V bistvu, kocko ne smemo obračati preveč, ampak moram vedeti, kaj je kje in delati samo s prsti. Fajn je pregledati kakšne videe drugih speed cuberjev, ki nam dajo kakšen nasvet, kako v določeni poziciji te prste premikati, da čim manj porabimo časa, in določeni algoritmi, ki so jih mogoče sami pogruntali, ko so reševali kaj, pa je neka variacija nekega CFOP algoritma, ampak je dosti hitrejši kot originalen. Ne? In seveda vaja. Ne? V enem dnevu se ne boste naučili, ne? Niti navadnega algoritma, torej treba ponavljati. Ne? Ampak če je človek dovolj zagnan, gre. Ok, to smo zdaj govorili vse od 3x3. Zdaj, tle na mizi boste videli, pol kasneje, ko končamo, boste lahko tle kaj probali, mislim, da ni za nami, ne? To je 4x4, 5x5, 2x2, pol so tašne stvari, pol so tašne stvari, torej imamo več teh in to ni niti desetina vsega, kar obstaja, ne?
Torej, če smo samo pri Rubikovih kockah, če se vam zdi 3x3 težka, probajte z 2x2x2. Temu se reče pocket cube ali žepna kocka, izgleda tako. Zdi se na prvi pogled zelo enostavna, ni toliko enostavna, meni 3.600.000 možnih kombinacij in so določene finte, kjer se nam zatakne. Tudi recimo meni, ko sem znal 3x3 sestaviti, pa mi je 2x2 delala težave pri določenih delih. Potem je 4x4, temu se reče Rubikovo maščevanje ali Rubik's Revenge, 5x5x5, profesorjeva kocka, pol so pa tudi 6x6 do 33x33x33, mislim, da je največ koščkov. Ampak, ok, draga in nočete jo imeti, ker potem začnete vrteti, pa se vse razpade. Sem gledal video in je komaj sestavil in pol je nekaj odprl in se mu vsa sesula. Tako da 6x6, 7x7, 8x8 se dajo še lepo vrteti. Seveda, večja, ko je, več, ko ima koščkov, več je možnih permutacij, več časa porabimo za sestaviti. Recimo, tako, osebno jaz rabim tako nekje okrog minuto za 3x3x3, 2x2 se nisem štopal, manj, 4x4 nekje 5 minut, 5x5x5 pa 15. Recimo, ker je treba gledati, kje so te koščki. Nisem še tako izverziran, da bi vedel na pamet. Potem je piramida, to je to. Potem je Megaminx ali Dodecahedron, to je to. Aha, tega nisem niti omenil, to je ta Cube, ki je v bistvu tašna neka zvita kocka. Rubikova kača, to so te, to so dve, ena je krajša, ena je daljša. Rubik's Magic, to je to. Je treba narediti te kroge, potem jih je pa treba narediti tako še drugače. Enkrat skoraj nisem uspel sestaviti nazaj. In zlaki se vse skupaj, ne smeš preveč sili, da se kaj ne poči. In še več je, te so zanimive tako, za jih samo gledati, ne. Ta v bistvu ful lahka za sestaviti. Kar je še recimo fajn, ko se sestavlja hitrostno, mogoče, da se nabavite en takšen timer, kot je ta, ker lahko vadite hitrost, ali pa si inštalirate aplikacijo na telefon, kjer se tudi da, ne. To je dejansko za tiste lončke mišljeno, ampak tudi za kocke se uporablja. No in za konec, še par zanimivosti, morda niste vedeli, saj ni res pa je, ne. Torej do danes več kot 350 milijonov prodanih kosov, v prvih 2 letih so jih 100, ne, potem so jih pa še ostale. Tako da še vedno drži, mislim, da rekord v najbolj prodajani igrači na svetu. Leta 1981 je navodila za reševanje napisal 12-letni šolar in dejansko se je to objavilo. Najmanjša Rubikova kocka 1 centimeter, največja 2,5 metra, evo ta tle je 8 centimetrov recimo, ne. Ta 1 centimeter je, pa jo imam tudi jaz, ne. Izgleda pa tako. In se dejansko da premikati, ne. Tako da, in ta se da tudi kupiti, medtem ko ona 2,5 metra, mislim, da je naredil en Američan in se ne da jih kupiti na spletu, ne. Svetovni rekord v sestavljanju Rubikove kocke, tako da do tam je še daleč, ne. 3,47 sekunde, si predstavljate, kaj to je, ne. Si jo pogleda, tak, 1, 2, 3, bam. Sestavljajo z zaprtimi očmi, 4x4, 5x5, torej vse v sklopu tega VCA-ja, ne. Najdražja Rubikova kocka, nekje ocenjena vrednost $2,5 milijona z nekimi diamanti, ne vem kaj, ime Masterpiece Cube in je bila izdelana za 15. obletnico Rubikove kocke. Mislim, da je eden od teh draguljarjev naredil in tega tudi verjetno ne bomo nikoli videli v živo, ne. Hvala.